leto 2024. Kaj to leto prinaša za Bitcoin in ostale kriptovalute? Bomo doživeli nove rekorde ali polom? No, kakorkoli že, jaz mislim, da bo ogromno ljudi razočaranih. Lepo zdrav in dobrodošli na kanalu Explicit, to je kanal, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. Tokrat imamo poseben letni video. To je video, ki ga naredim vsako leto na začetku leta. V tem videu pa si ogledamo in ocenimo prejšnjo letno napoved, kje vse sem zadev, kje vse sem falil in na to naredimo napoved za novo tekoče leto. Ok, jaz mislim, da bo zabavno, tako da vas kar vabim, da se mi pridružite. Pa smo končno tukaj. Starega leta je končno konec. Bilo je kar težko leto, za nekatere polno žal. Pa dajmo mi to kar prevrteti naprej na zanimive stvari. Najprej smo si namreč ogledali letni graf in tam se ni dogajalo prav nič kaj lepega. Evo, pa smo tukaj. Prejšnjega leta nismo zaključili dobro, prav nič kaj dobro. Tukaj se nam je namreč izrisala bearish engulfing svečka. To je svečka, ki je večja od prejšnje zelene in bi s svojim telesom lahko zaobjela tole prejšnjo. Če pogledamo po zgodovini, se nikoli prej kaj takega ni zgodilo. To je namreč all-time history graf. Graf, ki prikazuje skorajda celotno zgodovino Bitcoina. In če pogledamo, nimamo ne bullish engulfing svečke in ne bearish engulfing svečke. Zdaj, tokrat se je prvič zgodila v vsej zgodovini. To vsekakor ni dober znak. Ampak pri vsaki engulfing svečki je treba počakati na potrditev, na naslednjo svečko. Torej, če želimo videti, da je ta potrjena, mora biti tudi naslednja rdeča. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni še eno leto negotovosti. Če bo ta zelena svečka na koncu tega leta, potem zna biti, da tale bearish engulfing ne bo prišla do efekta. Če bo rdeča, bi pa s tem tole svečko potrdili in bi znalo priti do efekta, da se pač izvede tako, kot bi se po pravilih morala. No, ta bearish engulfing svečka se z zaključkom lanskega leta ni potrdila, kar je velik hura za bike. Kot naslednjega pa smo analizirali 6-mesečni graf. Pa poglejmo. Tukaj tudi že vidimo malo podrobneje. Imamo bearish engulfing svečko in njeno potrditev. Torej je treba paziti. Imamo tudi že en lep primer v zgodovini. Tukaj bullish engulfing svečka, njena potrditev in na to rast. Recimo, če bi tukaj ob tej potrditvi vložili, bi imeli rast kar za 1946 odstotkov. Potem imamo še tukaj eno bullish engulfing svečko, ki ni bila potrjena, ampak smo kljub temu imeli rast. Tako da ja, vsekakor nekaj zna biti na tem. In vsekakor bo treba to situacijo še naprej spremljati in pač opazovati. Poleg tega se nam tukaj lepo kaže ena linija. Tukaj smo imeli odpor, potem smo jo končno prebili in potem je bila kar nekaj časa podpora in zdaj smo jo izgubili. Nič kaj dober znak. Ampak še vedno ni razlog za tako veliko skrb, saj se vedno viša. Tu gremo s časom naprej, ne? Je ta meja vedno višja. Meje, ki se nam ponujajo tukaj, so isto, naokoli 14.000, vrh prejšnjega cikla, in pa če bi imeli odboj in rast, bi znali imeti kar nekaj težav tukaj le na okoli 46.000. Tukaj bi znali doživeti kar odpor.
Saj ste videli, kje smo bili ravno pred kratkim zavrnjanja, ne? Ta meja je bila torej zadetek v polno. Zapomnite si tudi to izrisano linijo, bo zelo pomembna pri analizi za leto 2024. In če pogledamo naprej, imamo analizo 3-mesečnega grafa. Evo, pa smo tukaj. Tukaj je ta linija še bolj očitna. Če jo povlečem. Torej, odpor, preboj, podpora, 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 podpora in preboj nazaj navzdol. Tukaj smo jo izgubili. Tukaj se nam tudi ponujajo meje za možno dno na okoli 14.000, ki je tudi vrh prejšnjega cikla, in pa tukaj spet na okoli 45-46 tisoč in na to 60 tisoč. Seveda ne smemo pozabiti tukaj le še na to, smo se kar precej časa borili z njo v tem letu in smo jo naposled izgubili, magična meja 20 tisoč. Tako da, če doživimo odboj od te meje, če pridemo na to mejo 14.000 in doživimo odboj, so to naslednje meje, od katerih lahko pričakujemo konkreten odboj oziroma odpor, odporne cenovne meje. 20.000, 46, 60 tisoč. Tukaj le pri RSI vidimo tudi, imamo eno medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh, nižji vrh, medtem ko pri gibanju cene imamo pa vrh in višji vrh. Ta medvedja divergenca se očitno zdaj tudi izvršuje s prebojem tele linije. Če povežemo ti dve liniji skupaj, lahko vidimo, da imamo tudi kot neke vrste naraščajoči klin, ki je medvedji vzorec. Imamo pa tudi eno rahlo bikovsko divergenco, recimo če povežem to dno, pa tole dno tukaj, sicer ga nismo še ustvarili. Dal malček drugačno barvo, da bo boljše zaločiti, dajmo modro. Torej, to dno, s tem, da tukaj še nimamo dna, ga še delamo, in pa tole dno tukaj in to dno. Tukaj bi se lahko skrivala skrita bikovska divergenca. To se zgodi, ko imamo v ceni dno in višje dno, pri indikatorju, tokrat RSI, pa dno in nižje dno. In še poleg tega, trenutno stokastik RSI kaže, kot da bi se hotel križati navzgor. No in ta skrita bikovska divergenca se je zelo lepo izvršila v lanskem letu, ampak zdaj za 2024 preži nekaj zelo medvedjega. O tem bomo več pol, pojdimo naprej, naslednji je mesečni graf. In smo na mesečnem grafu. Tukaj imamo ponovno to linijo, ki smo jo izgubili. Da bom čisto na hitro izrisal. Torej, držala je kar nekaj časa kot podpora in zdaj smo jo izgubili. Se je pa tukaj začelo dogajati nekaj izredno zanimivega. Če povežem ta dna tukaj, pa tele vrhove, dobimo tako ven en lep padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Nimamo še preboja in še vedno lahko potujemo navzdol po temu klinu.
Lahko pridemo tudi do tele naše meje 14.000. Zelo je možno, morda ne s tem mesecem, bolj sledečimi. In če pridemo do te meje 14.000, moramo ponovno paziti na te meje 20.000. Potem imamo tukaj, se nam kaže še tale meja 36.000, pa 46.000 in potem imamo še našo slavno mejo na okoli 60.000, kjer imamo ta dva vrhova tukaj. Ok, to je zdaj kar malo zakrcano, jaz upam, da ni koga zamerilo. Tako da ja, jaz sem vsekakor vse bolj bikovski, ampak najprej moramo priti ven iz tegale vzorca. In čakajo nas tudi zelo močne meje, zelo močne odporne cenovne meje. Je pa tukaj še en velik plus za bike. Poglejte, Stokastika RSI, koliko časa smo zdaj že preprodani. To je ogromno časa, že vse od decembra leta 2021. Tako da ja, ta graf ima vsekakor več bikovskih elementov kot medvedjih. Ampak kot že omenjeno, najprej moramo priti ven iz tega vzorca. In iz tega vzorca smo potem prišli ven in leto je bilo pozitivno, bikovsko. No naprej imamo pa še tedenski graf, pa si poglejmo še to. In pred nami je še tedenski graf, tukaj pa imamo možnost tega dna tukaj na okoli 12.000. Če se morda spomnite, sem pokazal na tem kanalu tudi že tale padajoči klin, ki se formira tukaj. Ga bom izrisal še enkrat. Tako da povežemo tale dna tukaj. Pa tele vrhove tukaj. Tako, imamo padajoči klin. Sicer tukaj sem tudi že omenil, da me izredno moti tale naraščajoči volumen tega. Če bi se držali vseh pravil, tega ne bi smelo biti. Volumen bi moral padati. Ampak pozabimo zdaj na ta klin, želel sem vam pokazati še nekaj drugega. Formirajo se namreč tudi drugi klini. To linijo tukaj bom še pustil in povezal bom tale dna tukaj. Tako. In tako dobimo padajoči, razširjajoči klin, ki je tudi bikovski vzorec. Pri tem je tudi zelo možna tale tarča dna, ki jo imamo tukaj na okoli 12.000, če se bomo slučajno še kaj spuščali. Ampak poglejmo še malček dogajanje znotraj tegale klina. Kaj se dogaja tukaj notri? Torej tukaj imamo padanje in če povežemo tele vrhove, pa tale dna tukaj, imamo en padajoči klin znotraj tegale padajočega, razširjajočega klina. Spet malček dal drugačno barvo, lik toliko, da se lepo loči. No, to zna biti zelo močen vzorec, ki lahko nakazuje na preobrat. Sicer lahko se zgodi, da potujemo še naprej po njem in da se ponovno dotaknemo tele spodnje podporne linije, ki bi lahko bila, ta dotik bi lahko bil točno tam nekje na 14.000, to je meja, ki smo jo obravnavali na prejšnjih grafih. Vsekakor bo treba tale vzorec opazovati. Če pri temu doživimo preboj navzgor, preboj tele odporne cenovne linije, potem zagotovo dobimo preboj tudi te odporne cenovne linije razširjajočega klina. Pa dajmo simulirati preboj tegale razširjajočega klina. Recimo imamo tukaj le najvišji vrh, pa do
najnižjega dna. Trenutno imamo tukaj najnižje dno, ampak lahko gremo še nižje. Kako se simulira tarče klinov, sem vse povedal v ta najnovejšem tutorialu, tako da toplo priporočam, da si ga ogledate. Tam dobite vse podatke. Pa recimo, da prebijemo nekje tukaj, preboja še nimamo, tako da bomo pač naslepo šli simulirati. In bi lahko dobili tarčo na okoli 84.000. Dajmo probat narediti še nekaj. Te dva vrhova dajmo povezati. In tole spremenil nazaj, da se bo dalo lepo ločiti. Tako. Ja, ta tarča bi bila možna. Zdaj vse je odvisno, kdaj bi mi tole prebili. To vse skupaj je čista špekulacija, tega ne upoštevati, ampak recimo, to je bolj tako za primer, če bi prebili recimo tukaj, ne? Treba je tudi upoštevati, da se tale meja vedno bolj niža in ta meja tukaj se vedno bolj viša. Trenutno tarčo dobimo na okoli 81 tisoč. Seveda je velika odvisnost od tega, kdaj bomo imeli dejanski preboj. In potem je še vprašanje, kako se bo cena obnašala na poti navzgor, kako bo z mejami, ki sem jih prej omenjal na prejšnjih grafih. Veliko vprašanje, zato je to, kar sem zdaj izrisal, res treba jemati pač z veliko dvomi. To je pač simulacija, čista špekulacija. Kako in kaj bomo itak videli skozi leto? Sproti. Trg, kot sem rekel, je treba spremljati sproti. Tako da ja, če ste morda opazili, jaz postajam vse bolj bikovski. Še vedno mislim, da lahko dosežemo tole mejo na okoli 14.000, ampak znaki kažejo vse bolj v nasprotni smeri. Večkrat sem povedal, da smo v obdobju, ko morajo paziti tudi medvedi. Lahko se zgodi, da vsi čakajo na tole mejo 14.000, pa Bitcoin ne bo nikoli prišel do sem in bo enostavno vse, ki čakajo tukaj, zafrknil. Kar tudi ne bi bil presenečen. Kot vidite, smo tukaj že zelo blizu zgornje meje tegale padajočega klina. Če jo prebijemo, nas na to čaka tale. Bomo videli, kaj bo. Jaz sem vsekakor bolj bikovski. Tukaj tole je še veliko vprašanje, kako se bo sploh izvedlo. Zato ne pozabiti spremljati tegale kanala. Preden se začnete biki preveč veseliti, se spomnite, kaj sem rekel. To je simulirana meja. Vedno je treba sproti spremljati gibanje cene. Seveda, še vedno se to lahko doseže, ampak jaz trenutno mislim, da je to bolj malo verjetno. Sicer so se pa ti klini izredno lepo izvršili in to malo za tem videom. Bilo prejšnje leto 2023. Kaj pa se nam obeta v 2024? No, večina vas moje mnenje že pozna, tukaj ga bom še malček dodatno potrdil. Šli bomo po istem vrstnem redu, kot smo lansko leto, najprej si bomo ogledali letni graf. No, tukaj imamo sicer zelo malo svečk, ampak nekaj stvari se že da lepo razbrati. Lansko leto nas je namreč skrbela tale bearish engulfing svečka, ampak z zaključkom lanskega leta smo jo namreč razveljavili. Tako naj bi bilo vsaj, če upoštevamo pravila. In zdaj bomo videli, kako se bo to obneslo v tem letu 2024. Je pa druga stvar izjemno zaskrbljujoča, ki jo jaz tukaj vidim. In to je naraščajoča cena, ki jo vidimo tukaj. In od spodaj imamo volumen in volumen je padajoči. Zdaj, to nikoli ni dober znak in to bi moglo bike kar precej skrbeti. V bistvu je to kot medvedja divergenca med volumnom in gibanjem cene. Prav, pojdimo zdaj naprej na 6-mesečni graf. Tukaj smo takrat gledali tole bearish engulfing svečko in dobili smo tudi njeno potrditev tukaj.
Ampak od takrat naprej smo 2 svečki zapored imeli rast. Poleg tega smo tukaj imeli tudi tisto linijo, ki bom kar izrisal še enkrat, torej tukaj smo imeli vrh, pa dno in kot vidimo, se s to rastjo gibljamo točno ob tej liniji. Potem je že znan problem iz letnega grafa, ki sem ga izpostavil že tam, to je rast v ceni, padajoči volumen. In tukaj, kot vidite, imamo eno ogromno medvedjo divergenco. Ja bom še malček potegnil, da bo vidno še naprej. Torej, rast je v bistvu še mogoča, če ne drugega, vsaj do tele trend linije. Kljub temu bi morala res skoraj vsakega bika skrbeti tale medvedja divergenca. Kot vidimo, tukaj imamo vrh, višji vrh, medtem ko tukaj na RSI imamo vrh, nižji vrh in tukaj se nam očitno dela še en nižji vrh. Zdaj, stvar je tudi v tem, da imamo tukaj pri RSI tudi eno skrito bikovsko divergenco. Če pogledamo dna, tukaj pri RSI imamo tukaj dno in tukaj je rahlo nižje dno. Medtem ko pri gibanju cene imamo tukajle, je tole dno in tukaj je rahlo višje dno. Tako da ja, ta skrita bikovska divergenca se vsekakor zdaj izpeljuje. Se bomo spet dotaknili te trend linije, to bo še za videti. Je možen novi all-time high? Ja, tudi to je možno. Ampak vseeno, to bo samo še dodatno potrdilo to ogromno medvedjo divergenco, ki jo imamo tukaj. Ok, te črte bom zdaj zbrisal, da ne bomo imeli tako nasmeteno za naslednji graf. In naslednji graf je 3-mesečni graf. Tukaj imamo spet to linijo, ki se kar lepo kaže tudi na 3-mesečnem grafu. Mogoče jo je treba lih malce popraviti, ampak imamo situacijo podobno kot na 6-mesečnem grafu in to je pri RSI je medvedja divergenca. Tukaj se zelo lepo vidi, kako imamo v gibanju cene vedno višje vrhove. Medtem ko RSI pa vidimo tukaj ima vedno nižje in nižje in tukaj bomo v bistvu še videli, kaj bo. Poleg tega pa že izpostavljen problem, padajoči volumen. In pojdimo naprej imamo mesečni graf. Bomo to kar lepo zbrisali, da nas ne bo motilo pri analizi. Ok, tukaj je nekaj problemov, ki jih kar vidim. Ta prvi je tale meja tukaj. To je zelo, zelo taka solidna meja. To je tista meja, ki sem jo tudi napovedoval v lanskem videu na okoli 46-48 tisoč. In potem naslednja stvar, ki jo vidim tukaj, je tale vzorec. Ta bi moral marsikoga kar tako skrbeti, ker se nam dela tukaj tale naraščajoči klin. In to je medvedji vzorec. In še malček popravim tukaj, da se lepo sklada. Ok, dajmo simulirati zdaj tarčo. Dokot lahko pridemo, če se ta vzorec dejansko izvede. Izmerimo njegovo višino pri vstopu v vzorec in prenesemo na možno točko preboja, recimo nekje tukaj. In pridemo točno tukaj, na tole mejo, kjer smo imeli prejšnje dno, na okoli 16-17 tisoč. Tako da to je ena varianta. Pokazal vam bom še eno drugo varianto, ta je pa bikovska varianta. Zdaj smo ravno kar obravnavali medvedjo, zdaj vam bom pokazal še bikovsko. Ok, to bomo zbrisali, da nas ne bo motilo. Zdaj, bikovska varianta bi bila, če pogledamo še enkrat tale vzorec, tukaj izgleda kot neke vrste polkrog. Sicer ni ravno lepi polkrog, ampak tako. Če smo malček popustljivi, no. Tako bom rekel, imamo tukaj polkrog.
In če je to res polkrog, se nam potem lahko tukaj dela vzorec skodelice z ročajem. To pomeni, zdaj smo prišli do te zelo pomembne meje tukaj, od katere smo lahko zavrnjeni. Pademo lahko nekje tam do 30.000, 29.000. Imamo odboj in potem končno prebijemo tudi to mejo, torej to mejo od 41 pa do 45.000, 46 tam nekje. Torej jo prebijemo in enostavno rastemo naprej. Tako, torej imamo pokrit zdaj medvedji scenarij in bikovski scenarij na mesečnem grafu. Dajmo si zdaj še pogledati tedenski graf. Pa bomo ponovno tole vse zbrisali, da nas ne bo motlo preveč. Ok, dosegli smo to zelo pomembno mejo že odprej. Tukaj se zadržujemo zdaj že kar nekaj tednov in na RSI se nam v bistvu že kaže medvedja divergenca. Če malček približam, lahko vidimo tukaj imamo vrh in vrh malček višji ali recimo tako na isti višini. Pa bom kar označil s črto, da bo lažje vidno. Tako. In pri RSI imamo vrh in bomo kar označili, torej vrh, nižji vrh in tukaj imamo zdaj spet delamo en nižji vrh. Bomo videli zdaj, kaj bo iz tega glede na gibanje cene. Ampak imamo pa tudi skrito bikovsko divergenco, torej imamo dno in višje dno v gibanju cene, medtem ko RSI tukaj pa ima dno in nižje dno. Zdaj, glede na to, da pri RSI izhajamo iz prekupljenega območja, dajem raje prednost medvedji divergenci. Kot vemo, skrite divergence se ponavadi rade dogajajo okoli te linije 50 in tukaj, kot vidimo, nismo nič kaj tako blizu. Tako da ja, zaenkrat dajem medvedji večjo možnost, da se izvede. Tukaj imamo tudi eno veliko svečko s prodajnim volumnom. Ja, stokastik RSI tukaj pa kaže, kot da bi se hotel križati počasi navzgor, da bi nadaljevali rast. Ampak to je komaj namen. To v bistvu ni še nič. Lahko pridemo sem v to preprodano območje in smo tukaj ogromno časa. Zdaj, če tukaj pademo, če smo zavrnjeni od te meje, je vsekakor naslednja podpora tukaj, kot sem že prej omenil, na okoli 30.000. Tako da, ja, to bi bilo to, večinoma, kar se tiče tedenskega grafa. Ta meja tukaj je izredno pomembna. Če jo bikom uspe prebiti, potem je možen tudi novi all-time high. In tudi meja 30.000 je za bike izredno pomembna. Samo spomnite se, koliko časa smo se tukaj zadrževali v letu 2023, dokler je nismo potem končno prebili. Ampak, če jo biki slučajno izgubijo, potem ne kaže nič kaj dobrega za naprej. Potem imamo naslednje na 24.000, pa 20.000, tukaj na 20.000 imamo tudi odprto eno CME praznino. In seveda, če vse te ne bi zdržale, imamo potem naprej še tukaj 17-16.000. Potem, kot vidimo, še volumen, tukaj proti koncu imamo sicer neko manjše povečanje, ampak vseeno, glede na začetek rasti, je to še vedno manjši volumen. Tako da ja, vsekakor bo to treba spremljati še skozi celotno leto. No in to je moje mnenje za leto 2024. Kakšno se vam zdi? Se strinjate z njim ali ne? Kakšno je vaše mnenje? Zdaj, glede na to, da imamo ETF potrjen in da bo to leto tudi halving, vem, da plujem proti večini, oziroma v nasprotni smeri večine. Vseeno, kakršnokoli že je, me res zanima vaše mnenje. Tako da kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Da vas še obvestim, odprl sem še en YouTube kanal, to je youtuber.si.
To bo kanal, kjer bom pomagal YouTuberjem s svojimi izkušnjami in morda mi bo uspelo povabiti tudi kakšne druge YouTuberje, ki bodo pomagali oni s svojimi izkušnjami. Pridružite in sledite lahko oziroma naročite se lahko na ta kanal preko linka spodaj v opisu ali pa preko te QR kode. No, tudi v pripetem komentarju bom pustil link. Jaz mislim, da ima Slovenija definitivno premalo kripto YouTuberjev. Če vas zanima kripto in YouTube, se definitivno naročite na kanal. Zaženite svoj kanal, povejte mi zanga in enega naročnika imate že tukaj. Kot sem že povedal, definitivno je premalo teh kanalov, nad vse pogrešam en kanal s kriptonovicami. Sam jim sicer ne sledim za voljo trgovanja, ampak jih vseeno zelo rad preberem oziroma si jih zelo rad ogledam. No, to je to, naročite se, youtuber.si. Zdaj pa je čas, da se zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za to pa seveda dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do dnevnika mojih tehničnih analiz, tam ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge. Z drugim paketom pa dobite dostop do tega, plus še do Discorda, ki je zelo lepo zaživel. Tam spremljamo vse možno, tudi druge trge in na manjših časovnih intervalih. Tako da definitivno si poglejte patreon.com/explicitc. Sem skoraj pozabil. Poleg dodatnih vsebin pa dobijo patroni tudi dodatne ugodnosti na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč vložili preko Patreona do dneva nakupa, lahko uporabijo kot dobroimetje na spletni trgovini. In tako lahko nekateri celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam vas čaka že kar nekaj indikatorjev, ki sem jih spisal sam. Imamo naprednejši RSI, ker imamo 3 v 1, imamo naprednejši MFI, ker imamo tudi 3 v 1. Imamo RSI, ki se kaže v samih svečkah na grafu. In imamo MFI, ki se kaže v samih svečkah na grafu. In na to imamo še ARI, ki kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali se pretaka v altcoine, ali pa v stablecoine. Vsekakor indikator, ki lahko zelo pomaga pri sami orientaciji. No in na tem mestu se vam bom še zahvalil, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjih videih bomo vsekakor še naprej obravnavali turbulentno gibanje cene Bitcoina, kot tudi preostalega kriptotrga. In ja, video o umetni inteligenci prihaja, je še v izdelavi, trdo delam na tem. Da pa, česarkoli ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanja. Samo tako vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil, čim je naložen. Tako, hvala vam še enkrat, imejte se fajn, želim vam lep in uspešen dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.